pozdravljeni gledalci. Znašli smo se v prav posebnih razmerah, zato bo današnja oddaja malo drugačna. Kljub vsem pa bomo tokratno oddajo posvetili enemu prav lepemu dogodku. Gostuvaj! Predstavili vam bomo, kako je nastala gledališka predstava Prleške gostuvaje, ki je že 4-krat napolnila dvorano pri Mali Nedlji. Še večkrat bi jo, če ne bi bilo karantene. Z nami je Tadej Murkovič, avtor in režiser predstave. Zdravo, Bogdaj. Po izobrazbi ste etnolog, nam lahko malo predstavite ta poklic? Etnologi skrbimo predvsem za kulturno dediščino, tako jo popišivljamo na terenu, pa spremljamo, kaj se z njo dogaja, pa tako naprej. Se pravi, skrbimo za kulturno dediščino, materialno, to so predmeti, pa stavbe, pa tako naprej, pa za duhovno pa materialno, to pa so recimo pesmi, pa običaji, šege, pa kako ljudje živijo, pa tako naprej. Spremljamo jo predvsem tako, ko hodimo po terenu, obiskujemo predvsem starejše ljudi, ki nam povejo, kako so nekdaj živeli, obenem pa opazujemo tudi, kako zdaj ljudje živijo, ne. Recimo tudi zdaj, ko je korona, opazujemo, kako se ljudje z njo soočajo, kako jo dojemajo, kako živijo, ker tako kako zdaj mi sprašujemo stare ljudi, kako so nekdaj živeli, tako da verjetno tudi nas spitovali, kako pa ste te vi živeli, kdaj je bila korona, ne. Po odzivu obiskovalcev sodeč je predstava Prleške gostuvaje navdušila z svojo izvirnostjo, prleščino pa zakladnico ljudskega izročila. Kako pa ste sploh dobili idejo za predstavo? Mi smo že pred 3 leti imeli eno predstavo podobno, ki se je reklo, kako je nekdaj bilo po zimi. Tam sem zajejal notri predvsem šege v zimskem cajtu, se pravi Barbarino, Lucijino, Pametivo pa tote. Tudi je bila na takšen način, ko je predstavljala stare običaje, šege, pesmi, pa predvsem dosti humora. In ljudem se je zelo dopalo, kako sem videl po odzivi, in sem rekel, da pa še bi nekaj drugega naredili v takšen smislu, če je tako dober odziv, ne. In te sem jaz v času študija šteja dosti člankov strokovnih, ki so pisali, kako je Prlekija posebna v tem smislu, kako je v Prlekiji zelo bogata dediščina na področju gostuvaj, pa Premici, na primer Novih Meš, pa toga, ka zelo izstoplja iz slovenskega, pa bi rekel, povprečja, ka so bolj bogata, predvsem toti vaški grbi, ka tu se izraža se humornost, pa tako zelo dosti običajev, zelo je to take bogate, in sem se odločil, ka bom naredil te Prleške gostuvaje. Je tudi resen, da so pri Mali Nedlji gostuvaje že igrali, to je bilo nekdaj v 60-ih letih, in je bila tudi taka ena predstava, v bistvu taka ena igra. Te pa sem šel na teren, pa sem spetoval tote ljudi, kateri so še mogoče bili pri gostuvaji, kako je izgledalo, pa kako je potekalo, in te sem tako začel eno zgodbo sestavljati, predvsem iz podatkov s terena. Koliko igralcev pa nastopa, pa kako so potekale vaje, kaj je bilo na primer najzahtevnejše pri pripravah za izvedbo predstave? Ja, igralcev je 28, ampak je tu poleg še več, seveda, ki so ne na odri, ne, ampak vseeno so poleg pri predstavi, imamo še šepetalke, pa tiste, ki pomagajo pri rekvizitih med samo predstavo, pa tudi po predstavi, ko imamo kakšno manjšo pogostitev za obiskovalce, te pomagajo. Seveda tudi tehnika je poleg, pa ko smo delali toto gostuvaje, smo naredili tako, da je vsakši, ki pride na predstavo, dobi na prsi pušljic, tako kot nekdo, kdo si prišel na gostuvaje, ne, ko so svotevce, vsake mi prišpičile gor pušljic, pa je bil te on, tako en, seveda, gostovenščak, ne. In tudi tote pušljice smo delali, se pravi decembra pa januara je delalo skoraj 30 ljudi, ker smo naredili čez 1200 pušljicov za naše obiskovalce. Vaje so potekale tako, ko smo začeli z bralnimi vajami v sredini decembra. Ene 3 tedne smo šteli tako skozi, se pravi bralne vaje smo imeli, potlej pa smo šli kar na oder in smo v 2 mesecih pa pol smo v bistvu spravili predstavo na oder, dolgo pa je nekaj na 2 uri pa četrt. Ja, najzahtevnejše je bilo uskladiti datume, se mi zdi.
ki je seveda 30 ljudi težko dobiti 3-krat na teden skupaj, ko imajo vsi cajt, pa tudi za predstavo, ne, ker vsi imajo seveda svoje obveznosti in so dosti so mogli riskirati vsi svojega cajta prostega, ne. Izvedeli pa smo tudi, ko s Saro Vinkovič ustvarjata Prleški dnevnik na Facebooku. Kako pa se vam je rodila ta ideja? Ja, to pa je predvsem tako za dušo bolje. To delamo tako ne glih nekaj strokovno, to je tako bolj poljudno, ko to dediščino predstavimo tudi ljudem, ko vidijo, ko imamo tudi mi nekaj za pokazati, ne. Oba dva rada slikamo, Sara bolj profesionalno, pa ona lovi tote momente, jaz pa bolj pač etnološko, pa tote običaje, pa to, kaj se čez leto dogaja v Prlekiji, pa te opremimo s kakšnim materialom, kaj sem ga zbral na tereni. Kakšnimi pregovori, heci, pesmimi, dovolimo gor tudi kakšne store slike črno-bele, kakšnih kmečkih del ali pa običajev ali pa tako dalje, pa te probamo to ljudem prikazati, ko vidijo, kako se je nekdaj živelo. Gor dovolimo rečemo tudi store predmete, ki se več ne uporabljajo ali pa se mogoče še tu pa tam najdejo, pa niti več kdo ne ve, zakaj so. Ali pa zapišemo kakšne pregovore, ki se navezujejo na kakšne dneve v leti, pa tako dalje. Tako v bistvu toto dediščino kulturno čemu približati tudi širšemu krogu ljudi, pa tudi mlajšim, ne. Ko vidijo, ko imamo tudi mi kaj, ki v tem cajtu smo zelo zasipani z informacijami iz Amerike pa z celega sveta prek interneta, mi jo pa čemo pokazati, ko tudi mi imamo kaj za pokazati, tudi zanimivega, ne. Kakšne pa imate mogoče načrte za prihodnost, razmišljate mogoče še o kakšni predstavi, mogoče knjigi? Ja, zdaj korona nas je malo zmešala, ne, in smo šteli še to predstavo ponovljati, zdaj pa smo se odločili, ko bomo pač v jesenskem cajtu nadaljevali, ker je še vseeno so tudi pri Mali Nedlji ljudje, ki so še ne notri v dvorano mogli priti, pa tudi od Indije hodijo, ne, pa še je kar veliki interes, tako še bomo v jesen predstavo ponovljali tudi pri Mali Nedlji, pa mogoče še bomo celo šli kon Inda gostovati, seveda v tem območju, ki nas razmijo, ker je predstava v čisti prleščini, ne, v tisti stori, izrazi, ki jih že dosti ljudi mogoče niti ne pozna so notri. Ja, Prleški dnevnik, da tako naprej verjetno osta, mogoče bomo se kaj razvili, ko bi še več ljudi gor devalo, ko ne bi samo mi to nalagala, ampak ko bi bilo bolj interaktivno, ko bi tudi drugi kaj nalagali slike, ne vem, kako zdaj živijo, recimo, ne, kako je zdaj, ne vem, broto ali pa puka je zavizen ali pa tako, ko bi pač bilo bolj odprtega značaja. Knjiga pa mogoče kdaj bo, jaz zbiram stalno material za tako eno knjigo, ko bi bila o teh običajih, pa predvsem o tem humorju, ki je starem humorju, ki je gnezdim že ga tu pa tam čujemo, ampak je vseeno tako, se mi zdi, še naleti na pozitivno, na narodno tla, no, kako bi rekel po slovensko. Kaj še se zelo poistovetijo tudi eni Prleki žin, da nekaj čujejo, kaj dostikrat čuješ, ne vem, kak je hec, pa niti ne veš, zakaj je. Tisto mi dva probamo včasih razložiti na Prleškem dnevniku in tako da še naprej ostalo. Mogoče pa da je tudi da knjiga, ja, kada je to ostalo še te za tote, kaj pridajo za nami.